Za predajo nezakonitega orožja bo policija vzpostavila posebno telefonsko številko. Kako pa bo predaja delovala v praksi in kaj se bo zgodilo s predanim orožjem? Nika Kunaver. Za je glasovalo 68, proti 1. Ugotavljam, da je zakon sprejet. Z ustavno večino so poslanci popoldne potrdili še drugi del tako imenovane Šutarjeve zakonodaje. Proti spremenjenemu zakonu o orožju je od vseh prisotnih poslancev glasovala le poslanka Levice Tatjana Greif. Zakon je bil sprejet po nujnem postopku, kar je zjutraj sprožilo oster protest opozicije. Vlada vlaga po nujnem postopku ali skrajšanem postopku zakone, ki jih ni bila sposobna v 3 letih napisati. In imamo trenutno 91 zakonov po nujnem postopku v času COVID-95. Opozicijski poslanci so zato v večini obstruirali sejo. Na koncu pa vendarle podprli zakon. Policija bo na podlagi predhodne najave orožje oziroma strelivo prevzela pri imetniku le-tega. Ob prevzemu se imetniku izda potrdilo. Skrajni rok za predajo je 31. januar 2026, torej čez slaba 2 meseca. Policija je sicer letos zasegla že več kot 43.000 kosov orožja in streliva. To je občutno več kot lani, ko je v celotnem letu zasegla dobrih 27.000 kosov. V to statistiko je vključeno vse zaseženo orožje, od airsoft pušk, bokserjev, bomb in dušilcev zvoka do nožev in plinskih pištol, pa tudi posamezni naboji, zato so številke tako visoke. Letos je bilo med zaseženim orožjem in strelivom 30.000 kosov nezakonitih, leto predtem pa 16.000.